Lepo pozdravljeni. V tem posnetku bomo predstavili način vodenja enotnih evidenc v programu Excel za intervencije iz strateškega načrta skupne kmetijske politike. Na uvodni strani se opisujejo osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, ki vodi evidence. Leto vodenja evidenc se izbere iz pustnega seznama. Na primer, izbere se leto 2023. V drugi dve prazni polji se vpišeta številka kmetijskega gospodarstva in ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva. Iz kazala je razvidno, da so evidence sestavljene iz 12 obrazcev. S klikom na posamezni obrazec se na enostaven način premaknemo na željeni obrazec. S klikom na polje na začetek pa se premaknemo nazaj na uvodno stran. Navodila za vodenje evidenc se nahajajo v Wordovem dokumentu. Z dvojnim klikom na to ikono se nam navodila odprejo. V navodilih so zajete vse ključne informacije za izpolnitev obrazcev enotnih evidenc. Katero obrazce mora voditi posamezno kmetijsko gospodarstvo, je odvisno od tega, v katere intervencije skupne kmetijske politike je kmetijsko gospodarstvo vključeno. Obrazci so združeni po vrstah rabe kmetijskih zemljišč, na primer za njivske površine, hmeljišča in druge rabe, ter splošne evidence o porabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. Vodenje evidenc o delovnih opravilih je obvezno, razen za shemi SOPO, za plate neposejanih tav za poljskega škrjanca in varstvo gnezd ribe. Prav tako je za določene intervencije obvezno vodenje evidence o uporabi organskih in mineralnih gnojil ter evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Evidence se lahko uporabijo tudi za namen izpolnjevanja zahtev pogojenosti pod pogojem, da se vodijo podatki za vsa kmetijska zemljišča kmetijskega gospodarstva. Z namenom, da bi kmetijskim gospodarstvom, ki so vključeni tudi v postopek kontrole ekološkega kmetovanja ali kontrole integrirane pridelave ali kontrole senene prireje olajšali delo pri vpisih opravil, so evidence, kjer se vpisi posameznih opravil podvajajo, poenotene oziroma združene v enotne evidence. Navedene so tudi evidence za vsako organizacijo za kontrolo in certificiranje, ki so skladne s poenotenimi evidencami v tem dokumentu. Evidence, ki pa niso poenotene z enotnimi evidencami, se vodijo v evidencah kontrolnih organizacij. Upravičenci morajo biti ob izpolnjevanju evidenc pozorni tudi na zapis vsebine, ki jo morajo dopisati v polja ali v opombe, saj je v določeni meri na ta način doseženo poenotenje evidenc v vsebinah, ki se prekrivajo. V nadaljevanju je v navodilih navedeno, kaj vključujejo evidence za intervencije KOPOP, LOPS, BVR in Natura 2000 ter intervencija SOPO. Sledijo še podrobnejša navodila za izpolnjevanje evidenc, torej kaj je treba vpisovati v obrazce, v posamezne preglednice in skice. Ločeno so tako napisane razlage za obrazce, ki se nanašajo na evidenco o delovnih opravilih, na evidenco o uporabi organskih in mineralnih gnojil ter na evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Vse zahteve za izvajanje navedenih intervencij so opisane v publikaciji Zbirna vloga 2023, ki je objavljena na spletni strani ministrstva ter agencije. Vrnili smo se na enotne evidence, na delovni list osnovni podatki. Podrobneje si bomo ogledali obrazec 1, evidenca o delovnih opravilih za njivske površine. Obrazec sestoji iz več preglednic in je opremljen s sprotnimi pripombami v posameznih poljih. Pripombe, ki so pomoč pri izpolnjevanju obrazca, se prepoznajo po rdečem trikotniku v zgornjem desnem robu posameznega polja. Vse pripombe se lahko naenkrat prikažejo s klikom na zavihek pregled ter nadalje s klikom na ukaz Pokaži vse pripombe.
Vsi nadaljnji obrazci so na enak način opremljeni s sprotnimi pripombami. Prav tako se lahko s klikom na znak minus, ki se nahaja v levem robu delovnega lista, posamezne vsebine skrijejo in je na ta način omogočen lažji pregled posameznega obrazca. S klikom na znak plus se polja ponovno prikažejo. V preglednico 1 se vpiše številka in domače ime Gerka, na katerem se izvajajo izbrane intervencije skupne kmetijske politike. V spodnji del preglednice pa se lahko vpišejo še drugi Gerki, če se na njih izvajajo iste zahteve z enakimi kmetijskimi rastlinami in se na teh Gerkih istočasno opravljajo ista opravila. V primeru, da je v tej preglednici na voljo premalo vrstic, se le-te lahko dodajo z desnim klikom v vrstici in nato s klikom na ukaz vstavi. Na enak način se lahko tudi v preglednici 3 vodenje delovnih opravil po potrebi dodajo nove vrstice. V preglednici 2 se iz pustnega seznama pri posameznih letih z izbiro znaka X označi, katere intervencije skupne kmetijske politike se izvajajo na vpisanih Gerkih iz preglednice 1. Vkolikor je kmetijsko gospodarstvo vključeno v postopek kontrole ekološkega kmetovanja, se to označi na enak način kot prej za leto, za katerega se izpolnjuje obrazec. Pri tem je potrebno upoštevati pripisane opombe v okvirčku pripombe. Če se želi izbrisati vsebino polja, ki je opremljeno znakom ali besedilom iz pustnega seznama, se to lahko naredi z desnim klikom v tem polju ter se nato izbere ukaz Počisti vsebino. Ali pa se polje počisti s klikom na tipko Delete. Preglednica 3 je namenjena vodenju delovnih opravil. Zahtevani podatki se vpisujejo v polja posameznih stolpcev. Za leto se iz pustnega seznama izbere leto, v katerem se opravlja delovno opravilo. Na primer, izbere se leto 2023. Nadalje se vpiše datum izvedenega delovnega opravila in vrsta kmetijske rastline. Za polji sorta in površina sta vneseni pripombi, kateri nam povedo, v katerem primeru je potrebno vpisati sorto ali površino. Za polji vrsta delovnega opravila se iz pustnega seznama izbere delovno opravilo iz šifranta, ki se je izvedlo. Pripomba v polju nam pove, da je v primeru izbire druga delovna opravila treba v naslednji stolpec opombe vpisati, katero delovno opravilo je bilo izvedeno. V naslednji preglednici Seznam delovnih opravil so navedena obvezna delovna opravila, ki jih je za izbrane intervencije skupne kmetijske politike treba voditi v prejšnji preglednici številka 3. V zadnjem stolpcu so navedena konkretna delovna opravila iz pustnega seznama oziroma šifranta, ki jih je treba voditi v preglednici 3. Pripombe v poljih opozorijo še na druge pomembne vsebine, ki zadevajo posamezno intervencijo skupne kmetijske politike. Sprotne opombe so izpisane tudi na dnu obrazca. Vrnili smo se na prvi delovni list Osnovni podatki. Kot smo povedali že uvodoma, so enotne evidence sestavljene iz 12 obrazcev. Struktura vseh obrazcev je enaka, nekateri obrazci pa imajo še dodatne dele. Kot primer si bomo gledali obrazec 7, evidenca o delovnih opravilih za trajno travinje oziroma pašnike. Tu imamo poleg preglednice 1, 2 in 3, ki se prikažejo s klikom na znak plus, tudi dodatne dele. To so skica travnika, načrt košnje oziroma paše, izjava o prisotnosti pastirjev, načrt ureditve pašnika in paše ter dnevnik paše.
odvisno od zahtev posamezne intervencije skupne kmetijske politike. Pri skici bi želeli poudariti, da se ta lahko izdela z realno obliko in usmerjenostjo v spodnji okvir. Priporočamo pa, da se pri skici uporabi slika iz GERK pregledovalnika. V prazen prostor se vstavi predhodno že oblikovana slika, na primer v programu Slikar. V nadaljevanju si bomo ogledali še obrazec 10, evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil, obrazec 11, podatke o uporabi fitofarmacevtskih sredstev in obrazec 12, evidenca o delovnih opravilih pri intervenciji KOPOP podnebne spremembe. Evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil se vodi na enem obrazcu. V preglednico se vpiše številka GERK-a, kjer je bilo izvedeno gnojenje, njegovo domače ime, površina posamezne kmetijske rastline in vrsta kmetijske rastline. Stolpec gnojenje pomeni zaporedno številko gnojenja, prvo, drugo, tretje, četrto, peto gnojenje na istem GERK-u. Na primer, da se je prvo gnojenje na vpisanem GERK-u izvedlo z organskimi gnojili. Se iz pustnega seznama v stolpcu vrsta domačih živali izbere vrsta živali, katere živinsko gnojilo se je uporabilo. Na primer, iz pustnega seznama izberemo črko G, ki pomeni govedo. Nato se navede vrsta organskega gnojila, na primer gnojnica ali gnoj ali hlevski gnoj, količina in datum gnojenja. Enako izpolnimo tudi v primeru gnojenja z mineralnimi gnojili. Naslednji stolpec pa je namenjen izpolnjevanju zahtev za shemo NIZI in OGNTN intervencije SOPO. Pripombe v posameznih poljih nas opozorijo na vsebine, ki so pomembne pri izpolnjevanju evidenc. Obrazec 11, podatke o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, se izpolni v primeru uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Vpiše se številka kmetijskega gospodarstva, številka GERK-a, kjer se izvaja aktivnost, v polju vrsta pridelave se iz pustnega seznama izbere, ali se na vpisanem GERK-u izvaja pridelava v zaščitenem prostoru ali se izvaja pridelava na prostem. Vpiše se izvajalec tretiranja, imetnik rastlin ter datum spravila pridelka. Nato se za vpisani GERK oziroma za več GERK-ov vpiše čas izvedenega ukrepa ali tretiranja, kultura, površina, polno trgovsko ime sredstva oziroma metoda z nizkim tveganjem ter uporabljen odmerek fitofarmacevtskih sredstev. V stolpcu uspešnost tretiranja se iz pustnega seznama izbere, ali je bilo tretiranje uspešno ali neuspešno. V stolpcu opombe sprotne pripombe opozorijo na specifične zahteve za posamezno intervencijo skupne kmetijske politike. Obrazec 12, evidenca o delovnih opravilih pri intervenciji KOPOP podnebne spremembe, je namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki so vpisane v eno ali več operacij intervencije KOPOP podnebne spremembe. V tem obrazcu je treba izpolniti samo podatke za spremljanje napredka. Pregled doseženih rezultatov za spremljanje napredka se za preteklo leto izvajanja operacije pripravi do roka za oddajo zbirne vloge za tekoče leto, torej za leto 2023 do roka za oddajo zbirne vloge za leto 2024. V spodnje preglednice se vpišejo obvezni podatki za spremljanje napredka pri izbranih operacijah intervencije KOPOP podnebne spremembe. Določeni obvezni podatki pa se izračunajo s programi v Excel, ki so priloženi enotnim evidencam in so dostopni na spletni strani ministrstva in agencije. Delovni list šifrant seznamov
Je zaklenjen in vsebuje podatke iz pustnih seznamov v obrazcih. Za konec podajamo še splošen predlog za pripravo novega delovnega lista v enotne evidence, kamor se vnesejo vsi gerki kmetijskega gospodarstva. Na ta način se lahko lažje vnesejo oziroma kopirajo gerki v preglednice obrazcev. Uporabijo se lahko podatki iz vnaprej pripravljenega obrazca s podatki o kmetijskem gospodarstvu, ki se nahajajo na spletni strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.